Pozdravljeni na 12. kulturnem tednu Kluba študentov Berlinske doline, danes na literarnem večeru. Kdo si, ki sebi nosiš barve, ko paleto spokojnosti namagaš svoj čarobni čopič? Kdo si, ki v pisani besedi odkrivaš očarljivost? Najdeš mračni vodi mlake, pisan svet podobi sna, skriješ misli med oblake, kjer se Maurica vaha. Nagovori svojo nivo, ale malo boš doživ, ker posebej ti varljivo, kot preraslo poplevi. Biva v perutki jutarnjih zarji, na robu neskončnega morja, svetlobe obzorja oddaljene, objemo sončnim žarkom in bežitka. V niklah leplenih ogledami, v trnu zavitjo prihvatimo. Kada lilije cvetijo, daš na tehnico srce, s sencami, ki v njem živijo, da ozvezdjam do zori. Sobe te podiš iz glave, brez izjemnih, brez razlik, skriptacija mlažne slave, sam ostajaš svoj sodnik. Jaz vam predstavljam knjigo Opus Magnum. Še enkrat, jaz vam predstavljam knjigo Opus Magnum. To je bila kratka predstavitev knjige, zdaj bomo pa zares začeli. Jaz sem se zelo rad, seveda in z velikim veseljem že drugič odzval društvu Gnezdo oziroma Truga iz Slovenskih Konjic. In danes sem v dveh vlogah, tako rekoč. Prvo sem uspešno opravil, to je bila predstavitev knjige. Pildeke, kje se da to kupiti, imate na mizah. Vsaj 3 bi naj kupili, tako statistiko nekje vodim. Čakanje. Nič več ne sanjam o drugačnih časih. Le tu in tam napišem kakšno pesem, pobrskam po pozabljenih oglasih in to je vse, kar še lahko prenesem. In zdi se, da nekako lezem vase, a brez strahu, napora in nemira, kot harlekin, ki sam in čisto zase rahlja svoj smeh in brez besed umira. Tercini sta odveč, a naj zapišem, da mi še vedno ni povsem vseeno, kako prepevam, s kakšno barvo rišem. In s kakšnim mirom čakam belo ženo, da koso svojim verzom mi obrišem in z ničem se zavedno združim v eno. Evo, nisem prvič v življenju v Slovenskih Konjicah, sem pa prvič v življenju na odru v Slovenskih Konjicah in moram priznati, da se fajn počutim. Upam, da ste tudi vi počutili fajn z nama. Mogoče na začetku par besed o študentski založbi. Nekako se je ideja založbe taka, kot je danes porodila pred približno 13 leti. V tem času smo postali ena od slovenskih osrednjih založb na področju tako imenovanega javnega interesa na področju kulture, kar pomeni, da izdajamo knjige, ki niso recimo komercialni potencial, čeprav se vmes tudi kakšna najde potem, ki vendarle prebije neko to komercialno mejo. Delamo predvsem knjige, za kjer verjamemo, da jih slovenski narod potrebuje, da ostane vsekolikor toliko pismen, izdajamo leposlovje kvalitetno, izdajamo družboslovje in humanistiko, učbenike, organiziramo 2 festivala. Eden je festival Fabula, ki je festival proze.
drugi je festival Dneve poezije in vina, za katerega ste verjetno tudi slišali. In tisto, kar je mogoče fajn danes povedati, je, da se festival z letošnjim letom seli v vašo bližino, in sicer na Ptuj. Tako da upam, da ga boste prišli pogledati. Med drugim smo mednarodno zelo aktivni, organiziramo redno predstavitve slovenske literature v tujini, gostujemo na sejmih. Med drugim se pa trudimo tudi nekako, bom rekel, delati z avtorji, za katere mislimo, da so imena, ki si zaslužijo pozornost. Eden takih je Dušan Čater, ki je danes z menoj. Lahko malo bolj na glas. Živel. Aplavz, prosim. Dušana Čatra v bistvu poznam že toliko časa, da vem vse o njemu, pa istočasno ne vem, kaj povedati o njemu. Danes po poti so ravno ugotavljala, da se noben več ne spomne od naju, kdaj natančno je izšel njegov prvi roman Flash Royale, ampak mislim, da je bilo tam nekje to konec 80-ih, začetek 90-ih. Vmes je napisal že kar nekaj romanov, kratkih zgodb, med drugim mislim, da celo 2 slikanici otroški, 4 biografije. A sem še kaj pozabil? 3 slikanice. 3 slikanice, se opravičujem. Danes se bo prvenstveno pogovarjala malo o njegovem delu, deloma o knjigah, ki so išle tudi pri nas. Duš, recimo, če bi se hotel na hitro predstaviti, kaj misliš, da sem bistvenega pozabil o tem povedati? Mislim, da nič, ampak Dušan Čater, rojen v Celju od 68. leta, trenutno na delo v Ljubljani. V Ljubljano si prišel kot študent, potem pa nekako te je bolj v literarne vode zapeljali. Bil si urednik na Karantani, ne vem koliko časa. V tistem času nekje sem te spoznal, če se ne motam. Kdaj si pa začel pisati? Pa spust zdaj roman, ki si ga začel pisati v osnovni šoli, Olinard Skinnard. Zares. Na to vprašanje sem odgovoril že najmanj 100-krat, pa nikoli isto. Tako da, zdaj sem začel pisati, ne vem, knjige, ali kaj. Recimo. Proza. Takrat, ko me je prva išla. A je to takrat, ko ne veva, ne? Probam biti zelo kratek, probam pa iz knjige, ki je... Ja, se je kratek. Ata je spet pijan. Išla pri založbi, študentski založbi, edicija Beletrina, ker so me oni nekako sem pripeljali se spodobiti, da preberem iz te knjige. Moja prva ljubezen je bila namenjena neki prasički. Takole bi začel. Spominjam se nekega izsečka. Imel sem jih 5 ali 6 let namreč. Ker je bila doma prevelika gneča, bili smo 3 otroci in še, kakor se spodobi 2 starša, sem živel pri stari mami na kmetiji. In ker smo bili na kmetiji, je bilo tam pač veliko živali. Živali imam že od nekdaj rad, ljudi ne, pa pustimo to. Namreč, tam sem preživljal svoje otroštvo in da se razumemo, to mi je bilo zelo všeč. Nisem maral biti v nekem novem blokovskem naselju med vsem tistim betonom, kjer je bila edina rjava stvar, ki sem lahko gledal z pretesnega balkona, z nekim prav grozljivo belim zidom obdan peskovnik. Bilo me ga je groza. Navadno je bil poln vode in črvov. Tam na deželi pa gozdovi, potok, ki je mimo glede povedano predstavljal primitivno kanalizacijo, pa travniki, pa trgovina, kjer so me vsi poznali in mi tu in tam stisnili kakšno toplo žemljico v roko.